Put your head up, play! Jojo, Blažijo, kako gre pester športni dan, nikaj? Pa ja, kar v redu, malo sem jezen, ker me s folgam gleda čisto vsega, od Pogačarja, Evropskega prvenstva, Slovenija, košarka, olimpijske in enostavno ne s folgam čisto vsega, no sploh pa če so Slovenci v igri, to pa hočem biti vse na tekoče, moram vse vedeti, navdušen sem nad slovenskimi športniki in ja, kar malo me jezi, da res ne s folgam vsega gledati. Ja, vroče športno poletje, nikaj, zdaj predvidevam, da z enim učem gledaš angleško reprezentanco na Euro, ker vem, da si fan oziroma upaš, da bojo oni odnesli na koncu naslov. Ne upam, da bojo oni odnesli naslov, pa samo gledam rad dober fuzbal, to pač Evropsko prvenstvo ponudi, tako da pač jaz gledam ves šport, če je le možno. Ja, zdaj smo ljubitelji športa res prišli na svoj račun v polni meri. Pa Blaž, preden začnejo z današnjo analizo polfinalne tekme med Slovenijo in Venezuelo, narediva napovednik za jutrišnji finale proti Litvi. Mislim, da lahko kot izhodiščno točko za tole debato si skupaj poslušamo tole izjavo Luke na tiskovki takoj po tekmi. What would mean more to you, a gold medal with the Team Slovenia or NBA championship with the men? I would say gold medal with Slovenia. You play for your country, and that's something that really. But I wouldn't mind both. Ja, res mislim, da je za slehernega slovenskega navijača zelo lepo slišati, da Luki toliko pomeni igranje za reprezentanco in mu več pomeni zlata medalja za reprezentanco, kot pa naslov v Dallasu. To je sicer pravilen odgovor, Blaž bi rekel, ampak odgovor, ki ga danes v današnjih časih, kjer se toliko denarja služi v klubih, ne podajo ravno vsi športniki. Ja, ampak to samo kaže na to, kako zelo dobra kemija vlada v reprezentanci, ne samo znotraj ekipe, ampak nasplošno tudi celoten strokovni štab, vodstvo, KZS, očitno je pač klima res dobra, kar smo imeli v preteklosti težave s tem in to je na koncu v bistvu samo še logična posledica vsega tega, da so se zadeve uredile in lahko smo samo veseli, no, da je tak super zvezdnik kot je Luka in kvaliteten igralec pač želi igrati za reprezentanco in upajmo, da še naslednjih 10 do 15 let. Ja, nedvomno upajmo tako. Preden pa res zagrizeva v to analizo, bi pa jaz samo na hitro poslušalce zaprosil, če lahko tale posnetek všečkate, če vam je seveda všeč in nam pomagate z naročnino na naš kanal, zraven kliknete še tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vseh novih podcastih in Blaž, ja, zdaj je veliko novih podcastov praktično vsak dan, tako da se naročite, če ne na YouTubeu, pa na Spotifyju, Appleu, kjerkoli nas pač poslušate in tudi tam so ocene, komentarji in vse ostalo seveda zaželeni. Tole sem mogel Blaž še zrecitirati na hiter, ker opažam, da če pozabava, je potem manj všečkov in je tudi podcast manj opazen. To so te pasti algoritmov in moderne komunikacije, ampak ne bomo... Prekletstvo socialnih omrežij. Tako, ja, pa ne bomo zdaj v tem. Blaž, začniva potem Slovenija, Venezuela. Venezuelci so se v prvem polčasu kar dobro držali, igrali trdo, nepopustljivo obrambo. To smo videli recimo že, ko so igrali proti Litvi. Ja, in napadalno je bila to tudi najslabša tekma slovenske reprezentance na tem turnirju. Mislim, se tudi že rezultat v bistvu na koncu kaže, dali so le v narekovajih 98 točk. Še vedno za FIBA košarko izjemno, ampak je bila najslabša tekma napadalno. Bom rekel, manjkale so točke Prepeliča, ki je imel, ne vem, je po noči igral igrce ali kaj je počel, mislim, imel je katastrofalen met. Blaž, ne pozabi, imel je poškodovan vrat in zaradi tega na prvi tekmi tudi ni nastopil, vprašanje, če je 100%. Ja, ampak je pa vseeno odigral zelo dobro proti Poljski, tako da pač, če se mora to zgoditi, da ima Prepelič eno slabo tekmo, je to bolje, da se zgodi v polfinalu proti Venezueli kot v finalu proti Litvi.
Pa zdaj, ko že v bistvu govorimo o Venezueli, ne, pa ko si ti omenjal Litvo, zdaj lahko dejansko že pogledamo neko primerjavo med Slovenijo in pa Litvo glede na iste nasprotnike. Ne, in recimo Slovenija je premagala Venezuelo za 28 točk, Litva jo je premagala za 11 točk, mi smo jim dali 98 točk, oni so jim dali 76 točk in na drugi strani, če pogledamo še Poljsko, ne, mi smo Poljakom dali 112 točk in jih premagali z 35 točkami razlike, medtem ko je Litva recimo danes Poljake ugnala z 19 točkami razlike in dala 88 točk. Zdaj ena stvar, ki je tukaj najbolj očitna, je ta, ne, da Slovenija daje bistveno več točk, kot jih daje Litva, kar samo potrjuje to, kar smo v bistvu napovedali že pred prvenstvom, da Litva je morda boljša ekipa v obrambi od slovenske ekipe, je pa slabša, ko pride do napada. Tako da finalna tekma bo dejansko napad proti obrambi. Ja, in frontcourt proti backcourtu, centrska linija proti branilski liniji, Valančunas in Sabonis proti Dončiću in Prepeliću, Blažiću, Dragiću in vsem ostalim. Se strinjam s tabo, Blaž, res in mislim, da imamo boljši napad, še posebej, če zadevamo trojke, tako kot smo to sposobni. Bi se pa vrnil še na eno stvar iz predprejšnjega podcasta, ko sva delala podobne primerjave že pred tekmo s Poljsko in gledala, kako so Poljaki odigrali proti Angolcem. Mi smo jih premagali za cirka 50 pik, oni za cirka 20 in sva potem rekla, da to ne pomeni nujno, da bomo mi premagali Poljake za 30, potem smo jih premagali za 35. In mislim, da smo, če uporabimo Poljsko kot neko merilo, zgledali bolje kot Litvanci in da so Poljaki tudi v napadu odigrali malce slabše kot proti nam. Proti nam vemo, da so zadevali te odprte trojke praktično eno za drugo. Ti si rekel, Blaž, v podcastu, zadeli so tisto, kar so lahko, kar smo jim pravzaprav pustili v obrambi. Tiste mete, ki so bili neovirani, so zadeli. Proti Litvancem pa ni bilo tako. Predvsem Ponitka je bil nerazpoložen na tej tekmi, na drugi strani pa tako, kot si ti rekel, tudi mi nismo danes odigrali najboljše napadalne tekme, Prepelića si omenil in upajmo, da bo v finalu proti Litvi seveda drugače. Tudi jaz to upam, ampak zdaj marsikdo bi rekel, matematika 1+1 je 2, to ko si že ravno omenjal, teh 50 pa 30 točk. Ja, no, Litva je danes premagala Poljsko za 19 točk, mi smo jih premagali za 35, matematika bi rekla, da jih bomo premagali za 16 točk. Blaž, iz tvojih ust. Ja, ampak ravno hočem povedati, da je slovenska reprezentanca izgubila 3 od zadnjih 4 tekem proti Litvi in rezultat na teh tekmah, razlika, nikoli ni bila višja od 4 točk. Se pravi, ali smo mi premagali Litvo ali pa večkrat Litva nas za manj kot 4 točke razlike. In jaz pričakujem na finalni tekmi nekaj podobnega. Jaz nekako tudi zaradi pomembnosti te tekme, ko bodo živci naredili svoje, ne pričakujem, da bo ena ali druga ekipa eno ali drugo odpihnila s parketa. Bi bil pa zelo vesel, če bi Slovenija to naredila z Litvo, ker vse vemo, nobeden od nas ne mara gledati tistih zaključnih zadnjih metov ali pa po možnosti še med ob zvoku sirene, a bo šlo noter ali ne bo šlo. Naj bo to varna prednost skozi celotno tekmo, da mi to lepo v izi gledamo in to je to, a ne. Na drugi strani tudi tiste zmage, ko zadnjim metom odločiš tekmo, seveda v svojo korist, so ponavadi še toliko bolj sladke in na koncu, če bi se izteklo z recimo, kaj pa vem, step-back trojko Luke Dončića v zadnji sekundi in da tako odpotuje Slovenija na olimpijske igre, bi vsak navijač zdajle podpisal, ampak če se ne bo treba med tekmo živcerati, nohte grist in vse mogoče stvari uporabljati za sproščanje, jaz ponovadi kakšne sklece naredim vmes, med tem, ko gledam kakšno tekmo, pa za živčen, da malo tako živčne energije ven spravim. Upam,
upam, da jih jutri ne bo treba delati in da bi se tekma res iztekla, tako kot si rekel, ta matematika 16 točk glede na razliko proti Poljski, da vodimo več ali manj celo tekmo z neko tako lagodno dvoštevilčno prednostjo in potem tudi na koncu varno pripeljemo tekmo do zmage. Res pa je, tako kot si omenil, Blaž, te medsebojne tekme med Slovenijo in Litvo so vedno, vsaj v zadnjih letih, bile zelo tesne, odločale so se v zadnjih sekundah. Mi smo že stilno nekaj podcastov nazaj govorili o teh medsebojnih tekmah. On je omenil tisto tekmo na svetovnem prvenstvu 2014, ko smo imeli tekmo že v svojih rokah, potem pa tisti totalni lockdown, mentalna blokada, še vedno ne vem natančno, kaj je bilo v tisti zadnji četrtini, ko mislim, da smo dali vsega skupaj 3-4 točke. 2 točki imam kar odprt, pa moram povedati, da to je tudi zadnja tekma, ki smo jo odigrali. 7 let je že, odkar smo odigrali to tekmo z Litvo, tako da mislim, da je že čas za neko maščevanje. Zmaga v domači dvorani v Kaunasu pred fanatičnimi litvanskimi navijači bi bila vsekakor sladko maščevanje za tisto svetovno prvenstvo, kjer smo tudi zaradi tega poraza potem igrali proti Američanom. Bi morda lahko prišli celo dlje, če se ne bi v četrtfinalu srečali že z Američani, ampak to so stare zgodbice. Si je rekel, Blaž, 7 let je že od tega, takrat tudi ni bilo Luke, tudi nekaterih drugih igralcev, ki so zdaj zraven. Ni bilo recimo Čančarja, Blaž, ki ga moramo omeniti, tale zvin Čančarja je lahko en faktor, ki bi lahko vplival na razplet jutrišnje tekme. To me skrbi, tisti zvin je izgledal zelo neugodno. Litvanci so tekmo proti Poljakom začeli z Valančunasom in Sabonisom skupaj in vsaj v tretji četrtini tudi zelo uspešno zaustavili vse poti do obroča. Poljaki so jim pa malce pomagali z grešenimi trojkami. In če se to nam zgodi, če se roka malce zatrese, če bodo Litvanci res igrali z obema centroma in če ne bo Čančarja, to seveda pomeni, da se bomo težko v obrambi zoperstavili njihovi notranji liniji, njihovi centrski liniji, toliko teže seveda brez Čančarja. Na drugi strani bo pa tudi manjkal tale floor spacing. Čančar je do zdaj odlično metal za 3 in bi njegove trojke zagotovo pogrešali, da bi malce ven potegnil enega od centrov. Ne vem, Blaž, kaj misliš? Bo Čančar zaigral? Kako lahko to vpliva na našo igro, če ga ne bo? Konec koncev vse tekme je začenjal v prvi peterki. Jaz mislim, da bo igral. Ponavadi tudi te zvini gležnjev izgledajo dosti huje, kot je pa na koncu poškodba. Zdaj nismo tam, ne vemo, lahko da se motimo, ampak jaz mislim, da bodo ga toliko zakrpali, da bo jutri nekoliko sicer mogel stisniti zobe, ampak jaz mislim, da ga to pretirano ne bo uvirali. Ni to neka taka poškodba, ki bi mu preprečila nastop. Bi mogel biti nekaj res hudega, nek zlom, strgana tetiva, ne vem, karkoli, ampak mislim, da tak borc kot je, bo igral. Zdaj ne bo 100%, to je zdaj že dejstvo, ampak mogoče je dovolj 80 ali pa 70% Čančar, da naredi razliko. Ne? Zdaj, če Čančar ne bo igral, njegova menjava v tem trenutku je Edo Murić. Zdaj, lahko Edo Murić pokriva Sabonisa, tega me je pa res strah. Če Sabonisa pokriva kakšen manjši igralec, kar Murić napram njemu je, mu ponavadi spraznijo stran in potem odigra 1-1. In tukaj bo verjetno zelo veliko podvajanja potem in bodo imeli Litvanci veliko tudi potem prostih igralcev na metih za 3 točke, kjer pa zdaj ne mečejo ravno tako zelo dobro. Mislim, na tem kvalifikacijskem turnirju za 3 mečejo le 33%. Litva dejansko meče najmanj trojk na tekmo, tako manj kot Južna Koreja. Imamo boljšo šutersko ekipo, to je bilo jasno že pred samim začetkom turnirja. Na koncu bo seveda vprašanje, koliko bodo oni uspešni za 3, koliko bomo mi, vemo, kako pomembna je trojka in če bomo mi pravi iz razdalje, če bomo 7, 8, 9, 10 morda procentov, 7 do 10% boljši od Litvancev za 3 in limitirali njihov napadalni skok, dobro skakali v obrambi, dobro zapirali prostor. Tukaj bo zdaj še posebej, če bo tudi Čančar poškodovan, tudi od kakšnih
kakšnega dimca dosti odvisno, kar seveda zdaj že spet lahko poraja določene dvome, ampak te dve stvari, skok, trojka, bosta jutri ključna. Ja, pa še eno stvar je treba omeniti, da jutri bo Luka Dončić verjetno pokazal svoj najboljši obraz na tem prvenstvu, kar je spet zelo smešen slišati, glede na to, da je imel nerealno statistiko, ampak smo lahko videli, da v bistvu še vedno ne igra na nivoju, katerega je sposoben, kar je po svoje tudi malo strašljivo. Ja, če že omenjaš njegovo statistiko, igral je skoraj 30 minut, 23 točk, 7-11 iz igre, 3-5 za 3, odličen met, torej 9 skokov, 13 podaj, ukradena žoga še ob 13-4 izgubljene, tudi dobro razmerje med podajami in izgubljenimi žogami, morda bo jutri potrebno še malce boljše proti Litvancem. Pa prosti meti. Ja, res je, lahko je še boljši in to govorimo tudi, ko gledamo njegove izjemne predstave v NBA. Je res tisto, kar pogosto zraven vzdahnemo. Tako dober je, pa je lahko še dosti boljši v mnogih aspektih. Boljši met, boljša kondicija, boljša fizika. Z več izkušnjami pride tudi tistih manj izgubljenih žog in vsega, ampak ja, že zdaj je neverjeten in tako kot je rekel Zoran Dragić, imamo srečo, da je Slovenec. No? Imamo srečo in jutri bo moral pokazati eno od svojih najboljših predstav v zadnjih letih, da bo Slovenija na koncu slavila, zraven bo pa potreben še konkreten doprinos vseh ostalih igralcev, ki bodo stopili na parket. Ja, si pa mislim, da bo zelo veliko 1-1 igre proti Sabonisu in Valanciunasu. Imam tak občutek. Če gledamo samo nekoliko play-off, pa kaj je počel v NBA-ju, v bistvu taki težki centri so za njega v bistvu posladek. Zelo rad igra proti takim centrom in ne nazadnje proti Clippersom Zubac je na koncu obsedel praktično celotno serijo, ker pač mu ni mogel slediti. Zubca je poslal na klop. Ja, besedno poslal ga je na klop. Mogel ga je Tylu benčati. Ja, in jaz si mislim, da jutri bo nekaj podobnega počel tudi proti Sabonisu in Valanciunasu, ki sta podobna tipa centra, slabša obrambi v Zubaca in take Luka najraje izkorišča in mislim, da bodo iskali ta mismatch zelo velikokrat na tekmi in mislim, ne nazadnje tudi zakaj ne. To je preverjeno orožje in ja, zraven pa, če bo Tobi zadev še kakšno trojko, da bo že tako silil, da bo mogel Valanciunas ali Sabonis, kjerkoli ga bo pač kriv stopiti še kakšen korak višje, bo se pa odpirala raketa. Tako da to je tisto, Slovenija ima zelo veliko orožij, ki so precej bolj, bom rekel, kar se tiče napadalnega aspekta, precej bolj široki kot Litva. Litva, kot sem že omenil, ne meče dobro za 3 točke, niti ne meče veliko za 3 točke, igra počasno košarko in večino košev dosega v bistvu po globini, se pravi preko centrske linije, kar je pač seveda spet logično, glede na to, da sta njihova najboljša igralca centra. Pa ko že omenjaš Tobija, moramo omeniti tudi njegovo statistiko. 27 točk, 11-17 iz igre, 3-5 za 3, 12 skokov, ena ukradena žoga, ena blokada, ampak teh 3-5 za 3 je zelo pomembnih pri tem, kar si ti omenjal. Če bodo iskali naši mismatch z enim od litvanskih centrov, Sabonisom ali Valanciunasom, bi znali Litvanci Luko potem podvajati. In tukaj bodo Luko zagotovo, morda ne celo tekmo, ampak če ne bodo naši zadevali trojk, še toliko bolj agresivno podvajali. In bo to moral Tobi izkoristiti. Na tej tekmi z Venezuelo je izkoristil in dokler ni na začetku izkoristil nekaj odprtih metov po agresivnih podvajanjih, po pick and rollu Venezuelcev na Dončiću, so bili Venezuelci še blizu. So riskirali s tem, ampak na koncu jih je tudi Tobi kaznoval in tako se je seveda odprlo več prostora v raketi, kot si že dejal. Ja, in jaz mislim, da nek podoben recept bomo iskali tudi na tej finalni tekmi in orožji imamo več kot dovolj, nekoliko se mora zadeva samo še poklopiti in to je to. To je to, upam, da bo po tekmi jutri lahko posnela podcast, v katerem bo slavila slovensko zgodovinsko prvo uvrstitev na olimpijske igre. Res to upam, močno si želim. Za tale podcast pa lahko, mislim, da počasi kar zaključva. Bi še kaj dodal? Ja, v bistvu bom zaključil sam s tem, da upam, da si kupil danes prigrizke, da si kupil pivo, da si že pripravil navijaške rekvizite in potem se slišiva jutri tam okoli 8 ure, ko bo že vse bolj kot nejasno.
Ja, mogoče nimam še vseh teh stvari, ampak bom poskrbel, da jih bom do tekme že imel, čeprav verjetno za prigrizke med tistim furious tweetanjem in komentiranjem vsega, kar se dogaja, ne bom imel časa. Če pa bom imel, pa pomeni, da Slovenija odlično igra in še toliko bolj. Dobro, lepo bodi, pa se slišava jutri. Ajde. Tudi slišava vidva, ajde.